ceni stroko. Okoljevarstveno dovoljenje je Lafarge dobil tudi na podlagi trditve, da v vplivnem območju Lafargea ni bivališč ljudi. Katera stroka odloča, ali ljudje nekje živijo ali ne? In zakaj občina ni opozorila na laž, da ljudje v vplivnem območju Lafargea ne živijo? Še enkrat povem, da v tem okolju, tem 500-metrskem pasu, ki ga predvideva zakon o varstvu okolja, je enostavno potreba potem, da ARSO preveri, ali kdo tu živi ali ne živi. Jaz ne vem, če bi se mi z vsemi temi dovoljenji ukvarjali, pa opozarjali, bi bila več zadeva takšna, kakršna je mogoče tudi trenutno. Je pa res, da je to pristojnost ARSA, da odreagira v skladu z veljavno zakonodajo in te stvari skorektno spelje. Ni to Ljubljana. Morda lahko Ni občina replike prišla. replike. Samo občina podatke kupili. Ne. Ja, lahko, diskusijo lahko. ARSA je odgovorni. ARSA mora to za temo. Morda gospod lahko povedati. Jaz bi sam prosil, da pustimo kandidate, da odgovarjajo, kdo je imel možnost in je hotel, je na vprašanje napisal, zdaj bi pa lahko prosil publiko, da se pač kulturno obnašajo in dovolijo županskim kandidatom, da na vprašanje odgovorijo, brez uskakavanja in brez kakršnihkoli ostalih. V primeru, če potrebujete še dodaten list papirja, potem ga lahko zagotovimo. Lahko počakamo. Ne, gospod, se pravičujem. Ali je možno podati kakšen komentar k temu, ali smo mi tle severnokorejska publika, ki bo poslušala, kaj vodje govorijo. Smete poslušati. V vsakem primeru niste severnokorejska publika. Vsekakor smo, ker ni dovoljeno reči nič. Kar želimo je najprej seveda dati besedo vsem županskim kandidatom, ki kandidirajo za mesto župana na teh lokalnih volitvah. Vsak je seveda dobrodošel, da poda svoj komentar. Se opravičujem, bi opozoril, ko je gospod izvajal, sicer sem nacionalist po prepričanju, ampak teme, kot se ekologija, gospod dela tudi na uradu za enakopravnost, ne vem, kaj dela gospod Škajner trenutno. Gospod je izrazil, ki je spraškoval iz Severne Koreje, izrazil, da je iz Bosne, ne, tako da mislim, da taka neumestne, on se pogovarjamo o ekologiji, o nacionalnih vprašanjih in po drugih. Treba je biti jasen. Bodo strpno pa kulturno. Ja, vse Severna Koreja, ne žali Severna Koreja. Ne, Severna. Sporočilo je jasno. Predlagam, da, kot sem rekel na začetku, dovolim si biti policaj in policaj pa zdaj rekel, da damo najprej priložnost vsem našim županskim kandidatom, da odgovorijo na svoje vprašanje. Kasneje pa, kot smo najavili na začetku, bo dovolj časa, morda bomo vse županske kandidate prosili, da nekaj časa še ostanejo tukaj, stisnejo kakšno roko in neformalno odgovorijo na morebitno vprašanje, če je tako. Ste odgovorili si se? Okay. Naslednje vprašanje za gospod Gajner-Tavš. Ali gospod Gajner ve, da je lobiral pri vladi v primeru Lafarge Cementa iz trboveljske SNS in to v času, ko je tudi ona še bila članica SNS? To konkretno naj bi lobiral, tega ne vem. Ali gospod Gajner ve, kdo je lobiral pri vladi v primeru Lafarge Cementa? Ne. Jaz sem bila s trboveljsko SNS zelo, bom rekla, nikoli v tesnih stikih, tako da mogoče ve kdo drug. Se premaknemo na naslednjo vprašanje. Zopet gospod Gajner-Tavš in Mitja Rozina. Zakaj SNS ni vložila ustrezno pametnega v navednicah predloga o referendumu v Trbovljah? Zakaj tega ni storila gospa Tavš kot poslanka in je v Trbovljah pod SNS na oblasti mafija? Če nekdo, jaz sem Mitja Rozina, tole bi bilo izredno korektno, da tudi povete, kdo je postavil tako kredensko vprašanje. Na oblasti je Slovenska nacionalna stranka, ki je svojim programom dokazala, da znamo nekaj narediti. Ekologija je sigurno pomembno področje, ampak absolutno bi rekel tako vprašanje, da se tisti, ki takšne zadeve postavlja, tudi predstav. Kajti nekoga zmirjati z mafijo, ne vem, no. Mislim, da smo zdaj prišli... Ne, postavlja to vprašanje, ja. Je bilo vprašanje. Ali je na oblasti mafija, ni zmerja? Ne, hvala, da ste ga vi to postavili, zdaj sam vem, kdo ga je. Jaz bom rekel, da mafija, če mafija na oblasti,
Ne vem, jaz bom rekel ne. Enako na oblasti. Novinarka pa tako vprašanje. Morda damo priložnost splošno izkušnje Nataš. Hvala lepa. No, v trenutku, ko se je razpravljalo, oziroma ko je sežigalnica Lafarge dobil dovoljenje za sosežig odpadkov, jaz nisem bila več poslanka državnega zbora. In takrat je recimo zagorski župan šel v razpis predhodnega posvetovalnega referenduma in če kdo potem bi pričakovala, da bo vlada v Trbovljah, se pravi oblast v Trbovljah, šla v podoben razpis, če bi jo zanimala, kakšna je volja ljudstva. Tako da jaz te moči žal nisem imela, bil pa je poslanec iz vrst iste stranke, kateri sem pripadala tudi jaz, ja, v državnem zboru. On je bil tudi župan in župan ima tisto funkcijo, ker je tudi ves med lokalno skupnostjo in parlamentom, da pravzaprav stvari, ki so pomembne za lokalno skupnost, pripelje do parlamenta. Kar se tiče zadnjega dela vprašanja, pa bom jaz govorila samo na to, da sem, bom rekla, pravi trenutek izstopila in verjamem, da pokazala, kakšne načela in kakšne vrednote zastopam sama. Najlepša hvala. Vprašanje za vse kandidate. Glede na to, da je v Trbovljah po moji evidenci še cirka 40 do 50 divjih odlagališč, lahko kot bodoči županja, kaj postorite na tem področju, konkretno mislim na preventivo in kurativo. Kar se tiče divjih odlagališč, se intenzivno dela. Jaz bom rekel, da me izredno veseli, da smo vzpostavili projekt medobčinskega redarstva. Sodelovali smo tudi kolega, ki mu bom hvaležni za nekaj časa, ki je presegel politiko in vse druge zadeve in je organiziral akcijo Čistimo Slovenijo tudi na področju Trbovlj. Jaz verjamem, da takrat tisti, ki smo sodelovali, smo se zavedali tega, da je potrebno za okolje skrbeti, kaj je določene stvari, res ne sodijo v naravo in verjamem, da glede na to, da se trudimo tudi v tem segmentu ekologije, kar se tiče ločevanja odpadkov in pa njihovega pravilnega deponiranja, da bo ta zavest prerastla tisto, kar se trenutno tako v Trbovljah tudi širše v Sloveniji dogaja. Verjamem, da smo toliko močni. Hvala.